Lepo pozdravljeni, v središče je prišla Vida Čadonič Špelič, poslanka Nove Slovenije. Lepo pozdravljena, dobrodošla, kot sva vajeni, se bova tikali. Bog daj, dober dan. Ker si v naglici, naj poveva, da ravno prihajaš iz Državnega zbora, pa se vračaš, pa sem tale prehod iz počitnic je bil kar hud, ne. Danes ste že zasedali na Komisiji za nadzor javnih financ, v središču so bili helikopterji za nujno medicinsko pomoč. Minister Poklukar se je pohvalil, da notranja revizija nepravilnosti ni odkrila. KNJF je pa zahtevala neodvisno revizijo, samo taka revizija je v bistvu relevantna, ne. Ja, danes smo imeli že drugo komisijo na to temo helikopterjev, ker saga se vleče že od lanskega maja, ko je predsednik vlade vehementno obljubil, da bojo to službo vzpostavili. Vidimo, da za zdaj niso vzpostavili čisto nič, razen to, da dejansko vlečejo postopek in skrivajo dejansko pravi namen. Jaz mislim, da je bilo danes jasno, da je minister priznal, da so glavno besedo imeli policisti. To se pravi tisti, ki bojo vozili helikopterje, upravljali s helikopterji, ne pa tisti, ki bojo dejansko reševali človeška življenja. Kajti, če bi drugi helikopterji izbrali Airbus, ne pa tega, bi morali piloti narediti novo licenco. In zakaj bi jo delali, če jo že imajo? Za ta helikopter in tako navsezadnje je prevladala pravzaprav njihova želja. Ob tem se dejansko čudim Ministrstvu za zdravje, da je to gladko spustilo iz rok. In ta notranja revizija, za katero smo vsi že tisti dan, ko je napovedal, vedeli, kakšni bojo rezultati, je jasno pokazala, da ni bilo nobenih napak. Kljub temu, da smo v javnosti slišali, kaj so se tam pogovarjali na tisti komisiji. Tam so celo omenjali NSi, ki je na nek način strah in trepet pravzaprav te koalicije, vendar se nas na drugi strani ne bojijo, ker imajo tako veliko število, močno večino. Priznavajo pa, da smo vsebinsko dobri oziroma da smo opozorili na prave napake. Torej, zdaj vemo vse, ta helikopter bo nabavljen, vse bo v najlepšem redu, ne vemo pa, zakaj bo ta helikopter nabavljen, zakaj niso poslušali medicinske stroke in kdo bo z njim zaslužil. To bomo zvedeli mogoče, ko bo neodvisna revizija, ta se bo pa zgodila že takrat, ko te vlade ne bo več. Reševalci bodo pa še naprej improvizirali, ne? Reševalci bojo pa še naprej improvizirali, ampak jaz verjamem v njihovo srčnost in v njihovo strokovnost. Je pa danes jasno en od reševalcev povedal, da se politika ne vpraša, po čem je človeško življenje. Človeško življenje nima cene in če bi politika izhajala iz tega, potem bi naredila vse, da bi omogočila slovenskim reševalcem na eni strani in slovenskemu narodu na drugi strani najboljše, kar trenutno Evropa premore. Ne pozabimo, smo edina država v Evropski uniji, ki nimamo evropsko primerljivega načina reševanja življenj Slovenk in Slovencev. Žal. Bi z besedo improvizacija opisala tudi vladno kmetijsko politiko, predvsem naj se najprej ozrem na najbolj aktualno in perečo zadevo. Prav še sveže imaš gradivo, še vroče žemljice so tule pred nama na mizi. Vložila si zahtevo za nujno sejo odbora za kmetijstvo, ker zelo poblizu spremljaš razvijanje dogajanja v zvezi s širjenjem bolezni modrikastega jezika, ki je zelo nevarna za gospodarstvo in nenazadnje tudi v imenu zaščite živali je to nevarna zadeva. Jaz ne bi rekla improvizacija, uporabila bi še hujšo besedo. Gre za zimsko spanje odgovornih sredi poletja. Bolezen, o kateri govorimo in je zelo nevarna, tako za govedo kot za ovce, je v našo državo prišla letos zgodaj spomladi, februarja. Takrat ni Uprava za varno hrano in ministrstvo naredilo nič. Zato sem sama sklicala nujno sejo odbora, da bi jih prosila, naj vendar nekaj naredijo. Kaj je bilo treba takrat narediti? Naročiti cepivo, ki edino deluje proti tej bolezni. Takrat so vehementno rekli, da nimam pojma in da tega cepiva ne rabimo. Potem se je pa bolezen začela v začetku poletja zelo širiti. Iz Primorske, ker je blizu Italiji, po celi državi. Še vedno so odgovorni rekli, da bolezen ni nevarna, da ni poginul in so prepustili kmete sami sebi. Oni pa odšli
na počitnice. Skozi poletje se je bolezen tako razširila, posebno med drobnico, torej med ovcami, da se je zdaj izkazalo, da gre za zelo, zelo velik pogin ovac in veterinarsko-higienska služba ne more več zvoziti poginjenih ovac. Moj podatek kaže, da naj bi prejšnji teden samo v enem dnevu pobrali 150 poginjenih ovac. Torej, trupla ležijo na kmetiji in čakajo celo po en teden, da pride veterinarsko-higienska služba po njih, kar pomeni, da obstaja nevarnost, da se iz teh razpadajočih trupel širi bolezen tako na živali kot tudi na ljudi. Odgovor ni nič. Do včeraj, ko so se nekaj zbudili, celo poletje nič. Ko so kmetje končno uspeli priti do ministrice, oziroma do ministrstva, moram reči, ker ministrice ni bilo, kmetje so želeli prositi dvoje. Naj vendar nabavijo cepivo, ki ga zdaj ni, ker smo prepozni, druge države okrog nas so že vse cepile, ker one imajo veterinarsko oblast, pri nas je pač nimamo, jo pa plačujemo. Potem, da bi jim država krila to neverjetno škodo, ki jim nastaja, da bi bilo tudi cepivo zastonj, ker zdaj naj bi ga kmetje plačevali, in to, kar je najbolj grozno, da vendar poskrbijo, da veterinarsko-higienska služba odpelje poginjene živali, da ne bojo razpadale po slovenskih vaseh. Kaj ti paste? Zgleda sedaj, če se kmalu bolezen ne zameji, da je dejansko pod vprašajem slovenska ovčereja. Posebno me skrbi za avtohtone pasme, tako govedi kot ovac. Tudi pri govedih so pogini in povzroča ta bolezen veliko gospodarsko škodo. Jaz temu rečem, da si je ta vlada dovolila atentat na slovensko živinorejo. In rada bi sporočila kmetom, rejcem, lastnikom živali, da za zdaj edina Nova Slovenija jih ni pozabila, zato smo danes vložili zahtevo za nujno sejo odbora za kmetijstvo, kjer bom poskušala tudi poslance iz koalicije prepričati, prvič, da plača država rejcem cepljenje proti tej bolezni, če že lahko plača čipiranje mačk, da jim pokrije ogromno gospodarsko škodo, ki jim nastaja, po vzoru drugih držav, in da nemudoma nekaj naredi s tem, da pobere poginjene živali. Pa mi se obnašamo, kot da smo v srednjem veku. In odgovorni nič. Včeraj, 2. septembra, so se zbudili takrat, ko so rejci prišli na ministrstvo, in še eno stvar je treba povedati. V javnosti smo prebrali, da bo cepljenje zastonj, vendar človek, ki je bil tam na tem sestanku, je povedal, da ministrice na sestanku ni bilo, čeprav so 6 mesecev čakali na ta sestanek, in nihče drugi, razen ministrice, ne more dati te besede, da bo cepljenje zastonj. To se pravi, še vedno čakamo odločitev in se ne bomo dali zmest, da bomo kupili mačka v žaklju. Ministrica mora stopiti pred kamere in javno rejcem obljubiti tisto, kar si rejci zaslužijo. In predvsem živali, ne? Ker v imenu zaščite živali in vseh teh pozivov, kako je treba poskrbeti za ta čuteča bitja, se zdi ob vsem tem, kar govoriš, kot da mogoče ovce niso dovolj simpatične, da bi jih vključili v to skrb. Ravno s odnosom do te bolezni se kaže, da je ta skrb za dobrobit živali zgolj farsa oziroma predstava za javnost Tine Gaber in njej podobnim. Ker če bi res ti ljudje imeli radi te živali, bi poskrbeli za cepivo. Namreč živali poginjajo, veste zaradi česa? Zaradi lakote, ker ne morejo jesti, ker imajo take razjede v ustih. Verjetno je vsakemu jasno, kakšne bolečine živali trpijo. Vendar, ker to ni nutrija, kužek, mucka ali konj, pač se nikomur žival ta ne smili. Že pri sprejemanju zakona o zaščiti živali sem pa rekla, kaj pa jaz, ki imam rada krave? Kaj pa naših kmetje, ki imajo radi svoje domače živali? A oni
mučijo svoje živali, ko vi jim predpisujete takšen zakon. Tiho so bili, veste, kaj vam bom povedala? Pojma nimajo. Mislim, da sem že več podcastov s tabo zaključila s tem, da bova na temo kmetijstva še govorili. Žal bo tako verjetno zaključen tudi ta podcast. Upam, da boš kaj dosegla, no? Jaz ne bom tiho. To lahko obljubim slovenski javnosti in slovenskim kmetom. Kaj bom pa dosegla, pa ne vem. Tisto minimalno, kar si želim doseči, pa je, da to ministrstvo dejansko preneha pisati zakone, ker vsak zakon, s katerim pridejo, je slabši za kmeta. Naj lepo v miru počakajo, da napad mine in da gremo na nove volitve. Upam, da bojo kmetje videli, kdo je za njih do zdaj in kaj je za njih naredil. Hvala, Vida. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.